Pozdravljeni! Pri našem odkrivanju skrivnosti ter legend barvnih shem različnih ekip Formule 1 se bomo danes ustavili pri tistem odtenku, kateri je zaznamoval v 50. in 60. letih britanske ekipe. Govoril bom o BRG oziroma British Racing Green. Zgodba o tem, kako so si Britanci izbrali zeleno kot svojo nacionalno barvo, je zanimiva, malce zapletena, polna legend in zavita še zmerom v neko tančico skrivnosti. Namreč na začetku so prišli do ideje, da bo vsaka država izbrala barvo, katera je zastopana v njihovi zastavi, a Britancev ni bilo zraven. Tako so belo vzeli Nemci, seveda srebrna je prišla na vrsto malce kasneje, rdečo Američani in prav ste slišali Američani, Italijanom so jo prepustili šele kasneje, modra je bila kot zmeraj znak Francije. In Britancem kaj je ostalo? Nič. Legenda pravi, da ko so zmagali leta 1902 dirko Gordon Bennett Cup, so morali prirediti v naslednjem letu to dirko. Zmagal je Selwyn Edge z bolidom Napier in kot zanimivost bil je edini, ki je prišel skozi cilj. Vsi drugi so odstopili. In ker je bilo takrat prepovedano organizirati dirke v Veliki Britaniji, so šli na bližnji otok tudi takrat del Združenega kraljestva, na Irsko. In prav nekako v čast Irski naj bi se takrat na tisti dirki leta 1903 zbrali to lepo temno zeleno barvo. Čeprav tisti Napier, s katerim je Edge zmagal prejšnje leto v Franciji dirko, je bil tudi zelen, olivno zelen. Drugi viri navajajo, da je bila zelena barva nek simbol britanske tehnične industrijske premoči, namreč naprimer lokomotive, industrijski stroji in celo motorji v mnogih avtomobilih še desetletja potem so bili pobarvani zeleno barvo. Vseeno, Britanci so začeli uporabljati temno zeleno barvo, videli smo jih naprimer pri Bentleyjih, Le Manov, Jaguarjih in tako naprej. Prišlo je leto 1950 in seveda British Racing Green je bil simbol Velike Britanije. A kaj za hudiča je ta odtenek? Mnoga literatura pravi, da je nekako odtenek, ki ga opisuje lestvica RAL 6005, imenovana tudi Moss Green. A malce pozornosti, ne gre za nobeno zvezo s Sirom Sterlingom Mossom, o katerem je posebni prispevek, temveč o tisti barvi maha, kateri je značilen v Veliki Britaniji. In v neki literaturi sem celo dobil opis, da to naj bi bila barva maha, katera raste na nagrobnih kamnih. Malce morbidno, a to zgodbo sem zasledil. Tako da je sedaj tudi razkrita neka druga skrivnost o Siru Sterlingu, tako kot sem jaz Simon Jazbec, je on Sterling mah. A pojdimo naprej. Vse lepo in prav, če bi ta barva veljala za vse ekipe. A videli smo v svetu Formule 1, da že na začetku je prišlo do kar velikih odstopanj. Bolidi ekipe ERA so bili svetlo zeleni. In če pogledamo ta sodoben posnetek starih bolidov, kateri grejo po ulici, vidimo, da vsak britanski avtomobil ima svoj odtenek zelene barve. Cornwall, Cooper, Lotus, BRM, samo da naštejem tiste najbolj znane. In seveda v vsej tej zgodbi imamo celo izjeme. Britanske ekipe, kateri nikoli niso bile pobarvane temno-zeleno, oziroma vsaj kako sezono ne. Naprimer, pri McLarenu, kateri je prišel v Formulo 1 leta 1966, samo na začetku neka zelena črta. In da ne boste mislili, Bruce McLaren je bil res Novozelandec, a njegova ekipa je imela britansko licenco.
in tudi ekipa Brabham, katera je spet bila last Avstralca Jacka Brabhama, je na začetku Formule 1 leta 1962 bila vse kaj drugega kot temnozelena. In ja, za malce fantazije bomo rekli, da tudi to je zelen odtenek, a pustimo sedaj čas v čas. Zasebniki, kot na primer Tim Walker, nikoli niso bili zeleni, temveč temnomodri kot ponosni Škotje. In seveda od tu vidimo, koliko so se držali pravil. Na raznih znanih britanskih ekipah so se kasneje pojavile tudi določene črte oziroma del bolida so pobarvali z drugimi barvami, tako da so bili bolj razpoznavni. Naprimer Lotus je dobil tisto srednjo rumeno črto, na Cooperju so bili znani tisti dve bočni beli črti, BRM je imel tisti značilen oranžen nos. A po letu 1968, po prvi dirki, nekako začnejo izginjati te nacionalne barve. Vsaj tako pravi literatura. Namreč imamo nekaj izjem, na katere so mnogi pozabili. Naprimer, prav že citirani Lotus leta 1979 je bil British Racing Green zelen s tistimi črtami Martini. Barvna kombinacija, katera meni osebno se ne zdi prav posrečena, a bila je. In tudi pri ekipi Williams smo videli, da so uporabljali temno-zeleno barvo na njihovih bolidih. Sicer Sir Frank je rad imel bele in temno-modre bolide, ko ni imel glavnega pokrovitelja. A FW07, FW08 vidimo v tej barvni kombinaciji, bele in temno-zelene. A to ne gre zasluga nekemu izražanju pripadnosti Veliki Britaniji, temveč pokrovitelju Saudija, katera je imela te barve v svojem logotipu v tistem obdobju. In seveda ne smemo mimo Jaguarja, kateri je bil prisoten v Formuli 1 kot samostojna ekipa leta 2000 do 2004. Vem, poznam zgodbo, bil je tudi prisoten v 50 letih, a koncentrirajmo se na to zadnje obdobje. Res temno-zelen bolid, a spet nekaj drugega od tistega, kar smo videli pri tistih njegovih predhodnikih. Seveda ponovno nova interpretacija tega pravila. In ne smemo mimo pri zaključku nekaj, kar postavi vso to teorijo o pripadnosti Velike Britanije na izjemno trhle noge. Sam razumem, da nekdo, ki je iz Velike Britanije ponosen na to, rabi British Racing Green kot dokaz tega dejstva. A imamo ekipo, katera se je delala, kot da je iz Velike Britanije, katera je uporabljala kar dve slavni imeni, katera je bila temno-zelena in ni bila britanska. Govorim o tistem Lotusu oziroma Caterhamu, kateri je bil prisoten v Formuli 1 od leta 2010 pa do 2014. Začeli so kot Lotus Racing, nato so kupili tisto originalno licenco tima Lotus leta 2011 in nato po plačilu, bom rekel, kar zajetnega kupa denarja so se preimenovali v Caterham. In seveda, temno-zelena barva je bila zmeraj prisotna na njihovih bolidih, s to pripombo, da oni so imeli malezijsko licenco. Kako zvezo ima Malezija z Veliko Britanijo, ni znano. Tony Fernandez kot lastnik ekipe je pač oboževal te bolide in britansko motošportno kulturo, kar ni nič narobe. A vseeno s to svojo preveliko željo, po mojem osebnem mnenju, je rahlo udaril mimo. Torej, British Racing Green je mit v barvnih shemah Formule 1, čeprav ne vemo, zakaj ga imamo, kaj je to za en odtenek in v bistvu kdo ga vse rabi. Videli bomo v prihodnosti, napoveduje se vrnitev in zanimivo bo videti, kak odtenek bojo izbrali pri novi ekipi, katera naj bi se imenovala Aston Martin. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.